Profesor Majdič, skupino raziskovalcev ste se lotili raziskave, s katero nameravate ugotavljati, kakšen vpliv ima stres na zdravje. Natančneje gre za ugotavljanje posledic, s katerimi je bil fetus izpostavljen v času nosečnosti. Najprej pa seveda vprašanje, kaj iz raziskav že vemo o vplivu stresa na določene fizične, fiziološke ali pa vedenjske značilnosti posameznika oziroma njegovega temperamenta. Sam stres vemo, da dolgotrajno zanesljivo škodljivo deluje, to so številne raziskave že pokazale, da je dolgotrajna izpostavljenost stresu škodljiva za zdravje, lahko se kaže tudi v čist organskih boleznih, kot so povečanje srčno-žilnih obolenj in podobno. Nas pa zanima tukaj zdaj en korak nazaj, kako stres dolgotrajno vpliva na razvoj možganov v zarodku ali pa takoj po rojstvu, torej v teh zgodnjih občutljivih obdobjih. O tem je pa znano še precej manj. Se pa vedno več raziskav v zadnjih letih kaže, da tudi ta stres, da lahko stresni hormoni preko matere, ki prehajajo preko posteljice v zarodek, in pa stres v zgodnjem otroštvu, da ima lahko dolgotrajne posledice, kar se lahko kaže v odraslem obdobju kot povečana nagnjenost k depresiji. Povezuje se ta zgodnji stres tudi k povečanim težavam pri urejanju telesne teže in potem s tem povezanimi boleznimi, vendar tukaj so pa mehanizmi še precej neznani in namen te raziskave naše je tudi, da pojasnimo malo bolj mehanizme in da skušamo dejansko ugotoviti oziroma potrditi, ali ta stres v zgodnjem obdobju dejansko vpliva škodljivo na razvoj možganov, da ima tak dolgotrajni vpliv. Se recimo v obdobju nosečnosti, recimo stres bi lahko vplival različno na žensko in pa moško populacijo? Verjetno tudi, čeprav je to še zelo slabo proučeno, tako da tukaj pri naši raziskavi tudi temu vprašanju posvečamo veliko pozornosti, tudi razlika med spoloma. Nekateri zelo preliminarni rezultati dejansko kažejo, da se v nekaterih psiholoških testih razlike kažejo, da so moški in ženske drugače odreagirali na stres pred rojstvom, vendar to so še zelo zgodnje raziskave. Seveda pa, ker so hormoni med seboj zelo močno povezani, ves čas sodelujejo tako spolni hormoni kot vsi ostali hormoni v telesu, so seveda tukaj pričakovane razlike, da bi stres lahko vplival drugače na ženske in moške možgane. Kako pa definirate stres? Kdaj se recimo človek ali pa nosečnica v tem najinem primeru znajde v stresni situaciji? To je relativno težko vprašanje. Mi smo tukaj si postavili en model, ki se nam zdi zelo zanimiv, iz Vojne za Slovenijo, ki je bila nedvomno hud stres za vse ljudi, ki smo takrat to doživljali, in zagotovo tudi za nosečnice, ki so bile v tistem času noseče. Tako da po eni strani je bilo relativno kratko obdobje, vemo, da Vojna za Slovenijo trajala samo 10 dni, tako da nekateri menijo, da je to prekratko obdobje, da bi se lahko pokazali kakšni vplivi, da to je ravno namen naše raziskave, da bomo ugotovili, če tak kratkotrajen stres pa hkrati močen stres lahko vpliva na razvoj možganov. Hkrati je pa to zelo primeren, tak zelo fajn model, zato ker je zelo časovno omejen in lahko časovno lociramo, kdaj se je stres dogajal. Recimo, ko smo se pogovarjali o tej raziskavi, s kakšnimi kolegi so rekli, zakaj ne greste na Hrvaško ali pa v Bosno, ker je bila vojna bolj dolgotrajna, vendar tam so drugi vplivi, tam imamo vpliv med nosečnostjo, po nosečnosti, vpliv neposreden na otroka. Tukaj lahko pa časovno dejansko zelo natančno definiramo, kdaj se je dogajal ta stres. Seveda je pa to raziskave in naprej ne moremo vedeti, ali se bodo pokazali kakšni rezultati ali ne. No, in kolikor razumem, boste to proučevali predvsem na moški populaciji. Pa me zanima, kako boste sploh raziskavo izvajali oziroma kateri elementi oziroma postopki bodo predstavljali nosilni dele raziskave. Osnovna ideja je bila predvsem moška populacija, glede na nekatere rezultate, ki smo delali na prekliničnih študijah v našem laboratoriju, vendar smo se potem odločili, če izvajamo raziskavo, bomo razširili na oba spola, ker nima smisla, če zbiramo podatke v populaciji, da se omejimo samo na en spol, potem bi pa kasneje ugotovili, zakaj pa nismo delali še na drugem spolu. Sama raziskava je pa razdeljena v 3 dele, v bazični ali predklinični del, kjer skušamo ugotavljati mehanizme, kako stres vpliva na razvoj možganov pri laboratorijskih miškah, potem pa te rezultate prenašati na ljudi, kjer bomo izvajali psihološka testiranja prostovoljcev, ki bodo sodelovali v raziskavi, in kasneje tudi androloški pregled in pregled hormonske slike z namenom, da bi ugotovili, ali je ta stres lahko vplival tudi na razvoj spolnega sistema, za katerega vemo, da je hormonsko zelo občutljiv v času pozne nosečnosti, in pa če je lahko trajno spremenil ta stres nivo kakšnih hormonov v krvi. V laboratorijskem delu, to se pravi, ko boste v laboratorijskih miškah delali eksperimente,
kaj boste takrat raziskovali, oziroma kako boste ta eksperiment sploh izvedli? V bistvu miške izpostavimo v času brejosti manjšemu stresu, potem pa pri potomcih gledamo določene značilnosti, tako neke vedenjska testiranja, ki veljajo kot neka modelna testiranja za obnašanje pri ljudeh, za nekatere duševne bolezni pri ljudeh, in pa ugotavljali delovanje spolnega sistema, predvsem pri samčkih, velikost moda, produkcijo semenčic, sposobnost za parjenje in podobne. Predvidevate, da bo seveda recimo ta prvi del raziskave, laboratorijski del, dal kakšne signifikantne rezultate? Pričakujemo, da, zato ker v bistvu celotna raziskava izhaja iz neke čisto druge raziskave, ko smo ugotavljali vpliv neke snovi na razvoj možganov. In smo ugotovili, da so potomci brejih miši, ki so dobile injekcijo brez neke snovi, samo injekcijo kot kontrolna skupina, dejansko imele slabše izraženo spolno obnašanje in agresivno obnašanje. Razlike so bile kar velike, to je bil kar močen vpliv tega domnevno stresa, povzročenega z injiciranjem enkratnim, tako da iz tega domnevamo, iz teh preliminarnih rezultatov domnevamo, da se bodo pokazale razlike. Taki pa še ne moremo reči, ali se bodo ali ne. No, v drugem delu te raziskave ste že omenili, boste pregledali ljudi oziroma mlade ljudi. Tako je, v drugem delu zbiramo prostovoljce, ki so bili rojeni od časa malo pred vojne, pa nekje do konca leta 1992, ki bojo najprej sodelovali za izpolnjevanje psiholoških vprašalnikov. Imamo en nabor psiholoških vprašalnikov, standardiziranih, mednarodnih, ki pokažejo nagnjenost k različnim duševnim boleznim, različnost temperamentov in podobno. Potem bomo pa še moške prostovoljce povabili na androloško kliniko, kjer bomo po sodelovanju s profesorjem Zornom androloške klinike izvedli androloški pregled in pa meritve hormonov v krvi. Kolikšen vzorec priskovancev pa nameravate dobiti za vašo analizo? Zato, da bi lahko naredili neko relevantno statistično analizo, bi potrebovali vsaj nekje 150 do 200 prostovoljcev v vsaki skupini, s tem, da želeli bi si, da bi lahko skupine, ki so bile noseče med vojno, razdelili po 3 mesečih v 3 skupine, se pravi matere, ki so bile izpostavljene stresu v prvem 3-mesečju, drugem 3-mesečju in pa tretjem 3-mesečju nosečnosti. Tako da uspeli smo pridobiti, moram reči, kar nekaj že prostovoljcev, vendar ravno v teh skupinah še kar nekaj manjka, tako da če kakšen bralec oziroma poslušalec tega prispevka bi želel sodelovati v tej raziskavi in če je rojen v tem času, se pravi od nekje malo pred junijem 1991 do konca leta 1992, bi bili zelo veseli sodelovanja. Tudi če poznate koga, ki bi lahko sodeloval, ki je rojen v tem času, je pa vprašalnik, te psihološka testiranja so na voljo tudi na spletni strani www.ena.ka.si/A/54603. Tam je vprašalnik, kjer se prijavite in potem izpolnite te psihološke vprašalnike. Zakaj po tretjinah nosečnosti? Gre za vpliv, Tako da ki je pomemben recimo? različne vplive stresnih hormonov v različnih obdobjih razvoja. Vemo, da se zarodek razvija zelo različno v različnih delih razvoja. V prvem 3-mesečju se intenzivno razvijajo organi, potem kasneje bolj dozorevajo. Tako da bi lahko bile tukaj tudi razlike, glede na to, kdaj ta stres vpliva, in ker imamo tukaj tak model, da dejansko časovno omejen na teh 10 dni hudega stresa zaradi vojne, bi lahko to dejansko upamo preverili, če so kakšne razlike v vplivih med posameznimi 3 meseči. Nameravate tudi kakšen vprašalnik ali pa kakšen pogovor opraviti recimo z materami? Tudi vemo, a ne, da seveda z različno intenziteto doživljajo stres. To bi bilo fino, vendar nismo planirali, ker ne bi mogli tega izvesti z sredstvi, ki jih imamo, ker dejansko projekt je zelo majhen, tako moram malo se pritožiti na našo agencijo za raziskovalno dejavnost, ki nam je namenila izjemno malo denarja, dejansko so nam oklestili sredstva na polovico zaprošenih sredstev. Tako da lahko povemo, 3 inštitucije skupaj, ki izvajajo ta zahtevani interdisciplinarni projekt, dobijo 50 000 evrov na leto, ker dejansko nobeni inštituciji niti ne moreš zaposliti enega človeka, da bi lahko s polnim časom delal na tem projektu. Tako da bi pa še matere vključevali, bi bilo pa to izjemno delovno zahtevno, ker bi potem potrebovali ljudi, ki bi šli na teren, ki bi iskali te matere, tako da to ni izvedljivo v tej raziskavi. Bi bil pa sigurno dober podatek. S tem, da imamo pa v samih vprašalnikih tudi nekatera vprašanja glede tako imenovanih confounderjev variabil, ki lahko vplivajo na to, kot recimo ali je bil mogoče sorodnik mobiliziran, da je bil
oče mobiliziran recimo v vojski, ker je verjetno pol še dodaten stres, ali se v tem času kakšni drugi stresni dogodki dogajali, kot je izguba bližnjega sorodnika in podobno. Rekli ste, da boste preiskovali, a ne, vpliv stresa po posameznih treh obdobjih nosečnosti. Pa me zanima, v katerem obdobju pa je recimo fetus najbolj dovzeten za stresne situacije? V bistvu to še ni znano, tako da bi tudi želeli tukaj preučiti. Nekatere raziskave kažejo, da naj bi bilo prvo trimesečje najbolj občutljivo, ko se možgani dejansko začnejo razvijati, oblikovati šele. Druge raziskave pa kažejo, da naj bi bilo zadnje trimesečje najbolj občutljivo, ko so možgani že precej razviti in nekako dozorevajo v tem zadnjem trimesečju, tako da nekako nimamo dokončnega odgovora, katero obdobje bi bilo bolj občutljivo. No, če sva rekla prej, da bo prvi del raziskave namenjen proučevanju vpliva stresa pri živalih, v drugem delu pa boste preiskovali vpliv stresa na ljudi. Me zanima, kako, če lahko ugotovitve, recimo laboratorijske, posplošite tudi na humani del populacije. Pri teh raziskavah je večinoma tako, da lahko ugotavljamo neke splošne mehanizme, ker sesalci smo vsi relativno podobni med seboj, fiziologija, delovanje telesa je relativno podobno. Seveda pa ne moremo neposredno prenašati teh ugotovitev, zato je treba take raziskave potem vedno potrjevati pri raziskavah na ljudeh, ki pa so seveda veliko težje izvedljive, tako da je pač treba biti tukaj previden, neke osnovne mehanizme se naučimo, točnih podatkov pa seveda ne moremo dobiti iz raziskav na živalih, ampak bolj neke pokazatelje, s katerih potem sklepamo naprej in skušamo to potrditi pri ljudeh. Se mi pa zdi, da lahko vaša raziskava v prihodnje da nekaj dragocenih podatkov za naš prostor, pa tudi sicer. Po drugi strani pa je lahko tudi opozorilo, zakaj in kako naj se prihodnje nosečnice izogibajo recimo stresnim situacijam. Saj konec koncev je dobro za nas vse, ne, da imamo zdravo prebivalstvo in pa Ja, seveda, zdravo v vseh čeprav to je pogledih. pogosto težko, ne, tako da samo izogibanje stresu, saj to mislim, da že v vsakdanjem življenju nekje vsak od nas približno ve, da preveč stresa ni dobro, tako da del raziskave je namenjen tudi temu, če bi enkrat ugotovili mehanizme, da bi mogoče lahko tudi pomagali ljudem, ki so bili v tem zgodnjem obdobju izpostavljeni stresu, da pomagamo, da ne bi prišlo do kakšnih obolenj v odraslem obdobju, da ne bi imeli kakšnih težav, tako duševnih ali pa kakšnih fizioloških bolezni. Tako da je v bistvu dejansko dvojni namen takšnih raziskav. Tudi razumevanje recimo že Seveda. obolelih. Tako je, razumevanje mehanizmov in tudi posameznikov. kako bi lahko pomagali, ali pa tudi mogoče kako bi lahko, če vemo, da je prišlo do nekega hudega stresa, pomagali že v zgodnjem obdobju, da bi preprečili posledice tega stresa.